kako v poslanski skupini gledate na to? Jaz vam ne morem pokomentirati, kaj se dogaja, ker postopke vodijo drugi. Lahko vam pa seveda povem, da vse to, kar se danes dogaja, je pravzaprav nekaj, kar smo pravzaprav že nekaj časa vsi skupaj tudi pričakovali. Tako da to ni neka nepričakovana situacija. Jaz sem prepričan, glede na to, da je predsednik stranke tudi sam pozival, da naj ga pridejo pogledati in naj preiščejo vse tisto, kar je potrebno. Jaz mislim, da v tem primeru seveda ne vidim nič slabega. Jaz samo upam predvsem na dvoje. Prvič, da se zavedajo, da gre za človeka, ki je vodja največje opozicijske stranke v državi in da bo korekten odnos in pa, kar je bolj pomembno, da bodo seveda postopki vsi tekli tako, kot pač morajo. Jaz sem prepričan v to, da seveda bo dokazal, da je bil postopek nepotreben in, kar je še bolj pomembno, v poslanski skupini ga seveda tudi vsi poslanci, jaz sem z njimi upravil danes zjutraj tudi razgovor, ga seveda podpirajo in ne vidim nobenega razloga, da bi bila kakršnakoli nezaupanja. Lahko že to vprašam, kako to, da prihajate zdaj v tem trenutku na MOL skupaj z gospodom Čerinom? Saj smo, prvič sem sekretar stranke, drugič me zanima, kaj se dogaja in nenazadnje bi se rad z njim tudi kaj pogovoril, tako da ne vidim, zakaj ne bi smel priti. Kar med preiskavo? Dovolili so, da lahko pridemo, saj so zraven je policija in vsi in tako da ni nobenega problema. Vas presenečajo preiskave tudi na domu sinov? Glejte, jaz sem že povedal na začetku, da smo vse to pričakovali in če je to speljano in bom rekel, mora kaj pogledati, ne pogledajo vse, kar imajo za pogledati. Tako da ne vidim jaz nobenega problema v tem, kdo komu kaj gleda. Glede na to, da pravite, da ste pričakovali, kaj torej namigujete na politično ozadje? Ne, namigujete lahko drugi, ampak jaz sam osebno lahko samo rečem, da mi je izredno nenavadno, da ta hip, ko pravzaprav predsednika vlade ni v državi. V državnem zboru tečejo zelo zanimivi postopki, od holdinga do bančnega sistema, vmes pa poteka še preiskava, je lahko to zelo nenavadno. Ampak ne glede na to, jaz verjamem v ta pravni sistem, verjamem v to, da bojo preiskali vse, kar imajo za narediti in da bojo opravili svoj posel korektno. Lahko direktno poveste, zakaj je to nenavadno? Jaz nam nič ne namigujem. Vi dobro veste, da danes v državnem zboru poteka odbor za finance, kjer zelo več kot jasno govorijo o tem, kako se bojo stvari lahko reševali vnaprej. Mi smo seveda obstruirali ta odbor, ki kljub opozorilom Banke Slovenije in se pravi gospoda Arharja več kot jasno noče biti ta vlada oziroma vsi, ki so na odboru za finance znotraj koalicije, nočejo vedeti in prisluhniti, kaj se pravzaprav dogaja. Se pravi, finančne transakcije niso pomembne? V kakšnem smislu konkretno? Ja, te, ki se učitejo strani Dursa, gospod Janković. Ne, čakajte, zdaj govorim jaz o bančnem sistemu in o zakonu o bankah, ki je v državnem zboru. To zdaj nima nobene veze z bančnimi transakcijami, še posebej zato, ker ne vem, o katerih transakcijah govorite. No, preiskava ima verjetno veze. Ne, preiskava, jaz ne vem, kaj preiskujejo. Nisem videl niti odredbe, niti nič. Če bom zdaj prvič spregovoril z županom in bom šele mogoče zvedel, kaj pravzaprav je predmet. Vse, kar vem samo o tem, kar poročate vi. To je vse. Torej, z gospodom Jankovićem danes niste še govorili niti po telefonu? Ne, zdaj ga bom imel možnost. Ne. Sinovem sploh ne vidim razloga, zakaj bi z njimi se pogovarjal. Pa o čem? Župana bom zdaj prvič videl. Hvala lepa. Nekaj.